Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Študijski center za narodno spravo bo letos s predvajanjem filma Angele vode Skriti spomin na gradu Reichenbruck prvič obeležil 23. avgust, dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Poleg direktorice centra Andreje Valič so bili na tiskovni konferenci prisotni še direktor TV Slovenija Jože Možina, režiserka filma Maja Weiss in direktor Muzeja novejše zgodovine Jože Dežman. Slednji nas je že v uvodni besedi pustil brez besed. Zgodba se začenja na prvem evropskem simpoziju o zločinih totalitarnih sistemov v trenutku, ko se je Dežman srečal s samimi Rusi. Poslušajmo spoznanje, nauk iz tega neosebnega, hladnega, pa vendar nepozabnega srečanja. Tam je bilo zanimivo, prišli so tudi Rusi, ki so tudi bili precej rezervirani, ampak jaz tako, če bi odmislil jezika, če bi govoril po slovensko, bi mislil, da se pogovarjamo z Janezom Stanovnikom ali pa kolegom Repetom Pirjevcem in podobno. In zdaj, ko opažamo, naprimer, diskurs kolege Repeta na to Batelijevo in ostale pobude, bi rekel, da je toliko prostalinski, da imamo očitno mi znotraj Slovenije isti dialog, ki se v Evropi odvija med sateliti Varšavskega pakta in njihovo centralo. In kakšno sodelovanje si direktor Muzeja novejše zgodovine predstavlja z novima članoma sveta zavoda, prostalinskim Repetom in Pirjevcem? Ampak ne, jaz sem vesel, da se bomo lahko pogovarjali. Meni je bilo zdaj zelo hudo po hudi jami, ko sem mu par predavanj, potem tudi v blogu danes pišem in so strašen moril organizatorje, posebej organizatorke, da je to grozno, kaj se jaz tam kažem, da me ne sme biti in gor in hvala. Pojka je bilo, ko je do predavanja prišlo, so bile pa dvorane nabito polne in sem ponovno takoj na začetku vprašal, če kakšen trdeč tam, da bi se lahko kaj pogovorili, pa nikjer nobenega ni bilo. Po koncu obujanja izbranih spominov polpretekle zgodovine je direktor nacionalne televizije komentiral poletno bloganje kulturne ministrice, o kateri sam ni sanjal na dopustu. V resnici je malo nenavadno, jaz tudi zelo težko komentiram to, kar je ministrica pisala, ker presega neko mejo kulturnega dialoga. Sploh ne vemo, katere čase nas vrača, jaz upam, da to ni prihodnost v kulturnem smislu, kot se jo ministrica razlaga. Mi imamo zelo različna stališča, imamo sovražnih stališč, upam, da ne. Jaz tudi o ministrici moram reči, da ne sanjam v 14 dneh, sem pomislil malo za nazaj na dopustu, se nisem niti enkrat spomnil na njo, ne, če je to ravno lepo. Ona o meni očitno veliko razmišlja, mene ne moti, če je kritična, ampak ta točka, ki jo je pa tam dosegla, očitno ne presega in kaže, da je na Ministrstvu za kulturo v osebi njenega vodstva, v osebi ministrice, ključen problem ravno kultura v najbolj splošnem smislu. Sledi ponovno Možina o obupu Širce, katere, poudarjamo, ni sanjal na dopustu. Tako da ne vem, mogoče tudi nekje v podmeni nekateri razlagajo to neke vrste obup, tudi njen, ker ni naredila tistega, kar bi očitno morala, kar si je zastavila. Ne vem, kaj si je pa zastavila. Očitno v kontekstu tega, kar bi morala postoriti, so bile tudi glave vodilnih ljudi na RTV-u. Moram reči, tukaj res ne morem prav veliko pomagati, še posebej zato, ker njen govor ni dialoški. In še enkrat prisluhnimo Jožetu v komentarju o dopisovanju med članom sveta RTV Stanetom Grando ter ministerskim predsednikom Borutom Pahorjem in seveda o bolezenskih znakih paranoje ministrice Širce, katere sigurno ni sanjal na težko prisluženem letnem oddihu. V kontekstu gre za nek poskus opozoritve na neko nekulturno ravnanje kulturne ministrice, ki pač presega neko zdravo mejo. Ne vem, nekateri govorijo že o bolezenskih znakih, o paranoji. Dejansko je tukaj potreben ta razmislek, tako da v tem kontekstu to pismo razumem pozitivno in podpiram. Psihološko poročilo o Širci je v pogovoru med Denisom in skromnim, objektivnim nadmožem nacionalke lahko zmotila samo ocena lastnega dela, polnega samega truda in neznanskega odrekanja. Nimam kar realen pogled na to delo, marsikaj nam je uspelo, marsikaj nam ni. Tisto, kar je pomembno, sam vem, da smo se izredno veliko tudi trudili, gotovo pa smo že od vsega začetka praktično skakali z utežmi. V zaključku pogovora Jože ni pozabil podati niti ocene trdnosti svojega zdravja. Še enkrat več je ponovil za neznancem, da dela tako na duhovni kot fizični konstituciji.
Glejte, kot je bilo danes že nekje rečeno, bistvena je konstitucija človeka in osebe, ne glede na funkcijo. In tudi jaz bom na tem delu, brez skrbi. Zoran Količek Ljubljanski je na redni torkovi malici za 7. prisilo komentiral potek gradbenih del v njegovem mestu. Minulo soboto se je namreč igral gradbenika. V enem samem dnevu je obiskal kar 11 gradbišč in jih tudi ovrednotil. Zaupal nam je dosežene številčne ocene. Bil sem na 11 gradbiščih, 6 jih je dobilo izjemno pohvalo, eden grd opomin, 4 pa normalno. Sledijo še podrobnejše opisne obrazložitve ocen. Koseški bajer niso delali, ker pač ugotavljajo, da prazniki ne delajo, slabo, zelo slabo, ker enostavno, ko bo dež, bo pa rekel, da ne delate zato, ker je dež. Kaj si pa mislite, modri ovratniki, da ne delate ob praznikih in vremenskih nevšečnostih? Pizdelene, naj vam bo za zgled župan, ki še v soboto dela in to kar na 11 različnih gradbiščih. Naslednja sledi opisna ocena del v Stožicah, kjer so že začeli z nameščanjem pomično ogrevane strehe nad stadionom. V soboto 300 ljudi na gradbišču, kot informacijo, jutri se začne že prvi zid zidati iz opeke, se pravi, toliko daleč betonska dela, da teče izjemno dobro. Oprostite, postavljajo zid. Streha nekoč že še pride, za zdaj pa stoji zid. Ampak pazi, to ni katerikoli zid. Postavljajo čisto pravi prvi opečni zid. Žal ne vemo, ali iz rdeče opeke ali bele, silikatne, mogoče celo iz negorljive šamotne. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V sklopu koncertov Poletje v Šentrupertu je bilo minuli vikend pred Barbovo graščino na Veseli gori slišati rime romske glasbe. Pretežno domačo publiko je zabavala glasbena skupina Šukar. Še vreme, kot zna samo Jože Dežman o rdečih oblakih, krvavih oblakih. Zmerom realnost je precej bolj zapletena, namreč rekel je, si moščem naj umrejo z mirno vestjo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene Vesti na vesti. Pa lep dan, še naprej.